Pozdravljeni v avtomobilnosti. Kaj pravite na idejo, da bi avtomobile vozili kar s takšnim kontrolerjem? Bi ga morda vozili prek telefonske aplikacije, tako levo, desno? Bi morda vozili s premikanjem oči? Ali pa z gestami? Ali pa... No, vse skupaj ni več tako zelo znanstveno fantastično. Namreč avto in računalniška igra sta si podala roke. V današnji avtomobilnosti vam pokažem avto, ki nam to dokazuje. Za kateri avto gre, vam pokažem po prvem prispevku. Naj pa vam namignem, da ne gre za kakšno Muskovo Tesla pogruntavščino. In ja, ta avto je električen, ampak poseben je zaradi 4 elektromotorjev. In ne, ta avto ni kitajski, pa čeprav se tam redno izmišljujejo zadeve, na katere tukaj v resnobni Evropi sploh ne pomislimo. Ampak glede na to, kako prodorne so kitajske znamke, bi bilo kar čudno, če v oddaji ne bi imeli kakšnega kitajskega avtomobila. No, gremo zdaj pojesti tiste kokice, ki so jih pokali kar s pomočjo elektrike iz avtomobila. Pa čeprav ta avto stoji na mestu, kjer je elektrike na pretek. In kitajski je tudi način, kako lahko kupimo te avtomobile. Gremo torej v najbolj kitajski prodajni salon v Sloveniji. Super ideja s kokicami, to jih bo potem pojedla tudi, ampak to mi je pa padlo v oči. Ok, razumem, da ste naredili malo dekoracije, ampak vendarle, a jaz prav zdaj razumem, da vaš BYD adapter za V2L tehnologijo vključuje tudi tale razdaljivec? Tako. Pa daljši kabel? Tako, točno to. Gre se za to, da to je neka malenkost, ki mogoče ni nujno potreba v vsakodnevnem življenju, ampak je daje neko dodatno vrednost našim vozilom in seveda že vozila pride s to tehnologijo, enostavno, če greste na kakšen izlet, če rabite na poti nafilati računalnika, neki vedno lahko to izkoristite. Mislim, se sploh ne strinjam, da to je ena taka, mogoče malo manj pomembna zadeva. To je iz mojega stališča ena bolj pomembnih zadev pri električnem avtomobilu. In tudi to res dejansko, da je v bistvu tukaj dolg kabel, da ne rabim jaz tukaj per avto, v bistvu imeti tisti kabel je, mislim, da kar dobrodošla zadeva. Koliko je pa moč? Moč je 3,3 kW lahko pridobite iz avtomobila, ta podaljšek je 5 metrov dolg, tako da dejansko je zelo praktično, v primerjavi mogoče z nekimi drugi proizvajalci električnih avtomobilov, ki imajo tudi to tehnologijo V2L, da lahko res povlečete in izkoristite neko daljšo razdaljo, odvisno za kaj boste dejansko uporabili. Ok, ampak moč je taka, da dejansko lahko damo tudi še kakšen ekstra podaljšek. Ja. Posilnico. Ja, dobro, lahko tudi to, če je potrebno, ne? Ampak mislim, tle je ideja, odvisno res, če ste na kakšnem pikniku, lahko kafemašino priklopite ali električni žar. Tudi smo že imeli primerjave in naši kupci so priklopili tudi projektor, pa so si projecirali tudi video. Kino na prosto. Tudi je lahko zelo malo bolj romantična zadeva, če tem tako rečem. Kakšna je torej zdaj zgodba? Vi ste pripeljali Kitajsko, točno takšna, kakor je, sem v Slovenijo. Spomnim se, da sem tam videl dejansko avtomobile kar v nakupovalnem središču. Zgodba je malo drugačna kot mogoče druge blagovne znamke. Vse smo se namenoma to odločili. Čeprav je BYD zdaj že precej poznana globalna znamka, še posebej glede na to, da smo največji proizvajalec vozil nove energije, ampak zdaj pri prihodu v Slovenijo smo se odločili, da pridemo v shopping center, ki je neka velika fluktuacija ljudi. Tisti, ki mogoče ne razmišljajo o nakupu novega vozila, ki so čisto mimoidoči, bojo magari prišli not, čisto da pogledajo, za kaj se to gre. Ljudje
Oni enostavno pridejo, se pogovarjajo s prodajalnimi svetovalci, pač dobijo ponudbe, testna vozila so odzadaj v garaži, pač funkcionira absolutno kot standardni prodajni salon in to nam pomaga enostavno pač, da se neka zgodba o BYD-ju čim bolj razširi pač tudi čim prej. Zaenkrat lahko rečem, da izjemno dobro pač funkcionira in daje precej dobre rezultate. Seveda bomo odprli en klasični prodajni salon, ki jo bijo pač... Ali to ni nadomestilo za... Ne, ni nadomestilo. Na Kitajskem dejansko ni toliko zelo teh prodajnih svetovalcev. Kot sem videl, tam so telefoni tista ta glavna stvar. To so dobro pazili. Na Kitajskem je pri BYD-ju, ampak pač tudi pri ostalih je zelo visoka ravna tega pač prodaje online, ampak ne samo klasične online prodaje, ampak recimo tam v salonih so zaposlene 2 do 3 osebi, ki dejansko prodajajo BYD vozila čez TikTok ali neke druge kanale. Torej, prezentirajo vozilo na TikToku, delajo TikTok live in pač vmes, ko se to dogaja, pač enostavno je povezano s prodajnimi svetovalci, ki pač izdajo ponudbe in pogodbe se delajo pač ravno kar na ta način. Pa kako to sploh izgleda v bistvu, kaj gledaš v bistvu TikTok in kako kupiš avto? Kako bi prodajni svetovalec, ko prijete v avto, pa gre z vami se sprehajati okrog avta, pač razkaže vam tehnologijo, USP-jeve avta, okrog vse, kakšne prostorine, vse. Pač vse na ist način, samo da je čez TikTok. Mi nismo še tam, ne? Pač... V katerem pogledu nismo? Zato, ker je pač samo gospod na drugi strani, s kateri komunicira? Mislim, da je pri nas še vedno taka mentaliteta, da ljudje pač imajo rad bolj ta mogoče individualni pristop, da vi prijete, da nekdo pač porabi nekaj časa. Ker bottom line pač gre za to, da dejansko je to konkretna investicija. Niste prišli kupiti sam kokice, ne? Glede na to, da je BYD znamka baterij, okrog katere ste naredili avtomobil, koliko je ta recikliranje baterij v bistvu prva pomembna tema? No, a to je absolutno pomembna tema, ne? Pač, mislim, pri naši LFP bateriji, mimo grede tega pač, da je to zelo varna baterija, izdržljiva in tako naprej. Pa po drugi strani Second Life je tudi nekaj, kar je pri BYD-ju zelo pomembno. In ravno zaradi tega, ko se gre za baterije, gre se v drugo življenjsko dobro oziroma za storage, recikliranje in tako naprej, ne? A se obeta Denza? To pravi luksuzna znamka. Zdaj v Evropi smo že videli te avtomobile. Ja, pač jaz bom pač malo popravek naredil. Denza ni luksuzna, Denza je za nas premium znamka. Ker imamo tudi luksuzno znamko. A ja? Tako, luksuzna znamka je Yangwang. Yangwang, mogoče več ljudi slišalo vsaj nekaj od Yangwang zaradi U9, ki je pač model, ki je zdaj pač najhitrejše serijsko proizvedeno vozilo in je tudi hrvaškega Rimca pretekel na Nürburgring in tako naprej, ne? Zaradi tega pač Yangwang je luksuzna blagovna znamka, a Denza je premium. Pač z Denzo bomo pač zagotovo prišli ali proti koncu tega leta, začetek naslednjega leta. Pač ko bomo videli, da je ta pravi čas, ko je pač z BYD-jem vse postavljeno. Čeprav ne gre se za isti profil kupcev, ampak mislim, da bo bil ta pravi čas, ko bomo imeli tudi range par modelov, ki lahko ponudimo kupcem na slovenskem trgu. Tako da pač watch this space, tako bi rekli Angleži, pač kmalu tudi pride Denza. Pa bo ta nakupovalni center imel dovolj prostora? Bojo tam bluze šle ven? Vse do takrat bomo imeli tudi standardni salon, tako da pač... No, ampak a bi Denza pasala v tako okolje? Pasala bi Denza tudi v tako okolje, ja, pasala. Ok, ko bi čakal, da to vidim. Ja. Tako da, hvala za ta pogovor. Torej, moj današnji avto ni kitajski, ni korejski, ni evropski, ni ameriški, seveda je japonski. To je Lexus in namesto volanskega droga ima žico. Čeprav morda tako izgleda, ne vozim kakšnega dirkalnika, ampak Lexusa RZ. Ampak ta Lexus RZ že na prvi pogled ni povsem običajen avto. To je avto, ki premika tehnične meje.
Inženirji pravijo, prihodnost je steer by wire, torej krmiljenje preko žice, električnih signalov in pametne programske opreme. In kaj to prinaša za voznika? Povsem novo vozno izkušnjo. Pri steer-by-wire sistemu mehanske povezave med volanom in med zobato letvijo ni. Tukaj imamo modul na volanu, imamo modul na zobati letvi, med njima pa samo elektronsko komunikacijo brez mehanske same povezave. In zdaj pričakujem, da se bo na vaših tipkovnicah v komentarjih dobesedno zaiskrilo. Spet ena nepotrebna tehnična novotarija, celo potencialno nevarna, zoprna za uporabo oziroma le kopija zelo kontroverznega Teslinega sistema, boste rekli. In moram priznati, da so bili to tudi moji glavni pomisleki. Ampak pozor, Lexusova tehnologija nikakor ni namenjena lovljenju wow efekta. Ta Lexusov volan je Teslinemu Yoke volanu podoben le vizualno. Tehnično pa je ta volan s kolesi povezan prek žice, Teslin volan pa je povezan mehansko, torej na klasičen način. In kaj se pri tem zgodi? Volan, ki po svoji obliki ni namenjen obračanju, smo morali obračati. In veste, najraje se obračajo stvari, ki so pravilne okrogle oblike. In na tem mestu pridemo do glavne lastnosti Lexusovega krmiljenja. Poglejte, od enega skrajnega konca do drugega skrajnega konca je le 300 stopinj obrata, torej po 150 stopinj na levo in na desno stran. Torej za en poln obrat volana sploh ne rabimo narediti celotnega kroga. Medtem ko imamo pri klasičnih sistemih nekje okoli 2,5 oziroma 3 obrate. Gremo to preizkusiti v praksi. Pametna elektronika nam omogoča, da je krmilno razmerje oziroma prestavno razmerje krmiljenja variabilno. Naprimer, v kakšnem go-kartu, ki ima direktno krmiljenje, je to prestavno razmerje 1:1, torej volan zasukamo za 1 stopinjo in prednji kolesi se obrneta za 1 stopinjo. Seveda to je za serijske avtomobile povsem neprimerno in tako imamo to razmerje pri kakšnih zelo športnih avtomobilih 12:1, torej volan zasukamo za 12 stopinj in kolesi se obrneta za 1 stopinjo. No, pri kakšnih terencih, ko imamo precej bolj posredno krmiljenje, pa je to razmerje na primer 20:1. To variabilno razmerje nam omogoča, da se volan vseskozi prilagaja našim potrebam. Ko na primer manevriramo oziroma obračamo na kakšnem parkirišču oziroma ko moramo odpeljati kakšen oster, na primer 180-stopinjski zavoj, krmiljenje postane zelo direktno. Ampak če bi pri tem imeli recimo klasičen volan, bi bil ta volan izjemno zahteven za obračanje. In poglejte še na primer pri slalomu, kako malo moram vrteti volan, da z lahkoto spreminjam smer avtomobila. Pri tem se moji roki nikoli ne prekrižata oziroma nikoli ne rabim preprijeti volana. To je tisto, kar steer-by-wire dejansko omogoča. Seveda pa se princip delovanja spremeni, ko grem na odprto cesto in vozim z višjimi hitrostmi. Takrat si od avta želimo predvsem predvidljivosti, stabilnosti in temu primerno se prilagodi tudi krmiljenje. In seveda, ko vozim z višjimi, tudi avtocestnimi hitrostmi, volan postane manj občutljiv na tiste drobne zasuke oziroma tisto neželeno trzanje voznika. In tako avto lepše ohranja smer oziroma ostaja bolj stabilen tudi takrat, ko je voznik manj pozoren oziroma površen na volanu. No, in to obnašanje krmiljenja je precej drugačno od tistega, ki smo ga prej spoznali na parkirišču. Če bi se recimo zdaj volan obnašal enako, bi bila vožnja precej živčna. Poglejte, če zdaj recimo takole drobno zasukam volan, se avto skoraj nič ne premakne. V prvem avtomobilskem stoletju in pol smo se ljudje navadili, da avtomobile čutimo prek železa, jekla, aluminija, skratka prek čvrste mehanske povezave med volanom in kolesi. Resnica pa je, da so nam že zadnjih 20 let to čutenje dozirali računalniki. Lexus pa je šel še korak dlje. Mehansko povezavo je vrgel dobesedno v koš in namesto nje ponudil digitalno simulacijo. Tako nekako kot pri volanu za kakšen simulator za video igre.
Ampak pri Lexusu so se inženirji potrudili, da je ta občutek na volanu čim bolj naraven. Tukaj nastopita dva elektromotorja. Prvi, lahko mu rečemo tudi krmilni akutator, je spodaj na krmilni letvi in meri sile, ki pridejo do koles z asfalta. Drugi, akutator krmilnega navora, pa je neposredno v volanu. Ta skrbi za tako imenovani force feedback oziroma za goljufanje naših možganov. Računalnik v milisekundah preračuna, kakšno silo bi mi z asfalta dobili v klasičnem avtu in jo umetno poustvari v naših dlaneh. Sistem steer-by-wire deluje kot nekakšen inteligenten filter med asfaltom in mojimi dlanmi. Medtem ko klasičen mehanski sistem brez usmiljenja s ceste prenese tudi vse, da rečem tako, smeti, tudi tiste informacije, ki jih ne potrebujem, recimo vibracije, slabo uravnoteženih koles, gum ali pa kakšne udarce, ko povozim kakšen jašek. No, v primeru steer-by-wire pa računalnik te moteče elemente preprosto izbriše. Sistem tako za voznika obdrži le tiste koristne informacije, recimo o spremembi podlage ali pa spremembi teksture asfalta, ki bi lahko morda vodila do izgube oprijema avtomobila. Ampak, ali bo to všeč vsakemu vozniku? Lexus je naredil sistem, ki se zares občuti drugače in tudi sam doslej še nisem imel kakšne podobne izkušnje. In seveda zato rabimo nekaj časa, da se na to novost navadimo. Je pa res, da več privajanja terja manevriranja na parkiriščih, kot pa potem sama vožnja. In tudi sam sem se zalotil, da sem nekajkrat želel kar po nepotrebnem preprijeti volan na parkirišču, čeprav tega s tem volanom seveda ni treba narediti. Ampak koliko časa je trajalo to privajanje, boste vprašali, ne več kot le prvih nekaj voženj. Takšen majhen volanski obroč pa je imel tudi naslednji avtomobil, ki vam ga pokažem v današnji oddaji. A žal samo v konceptni, dokaj drzni verziji. Miha pravi, da so ga zelo pozitivno presenetili občutki za volanom. Torej ta avto ni zagledati, treba ga je peljati. In gremo se zdaj peljati po hribih nad obalo Algarve na Portugalskem. Danes imamo opravko s Toyoto CHR. Ampak vse vidite, to ni tista Toyota CHR, kakršno poznamo. In ne, to ne gre za novo generacijo. Gre za Toyoto CHR, ki ima v oznaki tudi en plus. In tisti plus pomeni BEV, torej baterijsko električno vozilo. Pa sej, kaj bi se slepili? Sej vidimo ta nos, ki je zelo podoben tisti prvi električni Toyoti. Pa če sem še natančen, ta Toyota bi morala imeti oznako BZ3X. Pa so se vseeno tukaj v Evropi odločili, da bodo Toyote za Evropo imele bolj evropska imena. We have two different CHRs. Same identity, but completely different cars. Why? Because CHR is now a well-established name. The car is already on the market for 10 years, so it's becoming known by a lot of European customers, and we didn't want to invent yet another name and bring something that would need to be learned by customers, so let's continue building on that. When I drove yesterday this car, I was really impressed with how firm, how solid this car feels. I was impressed with the driving capabilities of this car. How did you manage to provide us with this? First of all, I'm very happy to hear that. Yeah, so basically, actually we have a couple of master drivers in TM Europe and in Japan, but we invited him. They tested, then he gave us a lot of advice to us to tune the suspension coil absorber during driving. So European master drivers to Japan? Yeah, to check the drivability. If this car meets European demands. Ta električni CHR ni tako zelo kupejevski, kot pa tisti CHR, ki smo ga že poznali in za katerega smo večkrat rekli, da se tukaj zadaj sploh počutiš, kot da bi bil v tanku. Predvsem zaradi zelo majhnih oken, no tukaj imamo okna normalno velika, pa tudi prostora je več. In ja, to zadnje naslonjalo se lahko tudi po naklonu nastavlja. Ni pa ta CHR tako zelo prostorski čudež, kakršen je recimo BZ4X.
Kolegi pred mano so imeli recimo takšno porabo, da je ta avtomobil pri 100% napolnjenosti baterije pokazal 490 km dosega. Seveda je treba upoštevati, da smo na Portugalskem, čeprav je še dokaj sveže, ampak vendarle to pa je zdaj ta pravi podatek, ki smo ga čakali. Tell me about the heat pump. The thing about Europe is that the climate is extremely diverse, right? From the south of where we are here, it's supposed to be very warm. Normally it's very warm to Norway, right? So you have very diverse climates, and it's very important. We know that electric systems are quite sensible to climate and to temperature in particular. So that's one of the points that we have really reinforced. The preconditioning of the battery, the heat pump, which is standard in this car, is not an option. All these elements to make sure that consumers can be a bit reassured that whatever the temperature, the car will still behave properly and will actually, the charging and the efficiency will remain very good even when the temperature drops. To je bila raziskava narejena na mešani populaciji, cirka 800 ljudi je sodelovalo. In tisto, kar je mene osebno presenetilo, pa tudi vse nas, ko smo prišli s to idejo milijon kilometrov, ki je mimogrede sedaj tudi panevropska. Četrtina kupcev je na prvo mesto dala blagovna znamka, ki to lahko uresniči, je Toyota, ne? Tudi med električnimi vozili. Kakšno je bilo vprašanje? Po vašem mnenju, katera blagovna znamka bi lahko lansirala produkt z 10 leti oziroma milijon kilometrov garancije jamstva na baterijo? Se pravi, prav milijon namesto 160 oziroma 200 tisoč kilometrov je tukaj milijon. Tako. Kje pa je drobni tisk? Drobni tisk, tako tudi pri ostalih, je, da želimo, da enkrat na leto naredite pri nas brezplačno kontrolo baterije. Se pravi, mi temu rečemo battery health check, ne? Zdravstveno stanje vaše baterije. Ne? In če je to zdravstveno stanje pozitivno, vam seveda jamstvo podaljša, če bi bilo negativno, bi vam baterijo zamenjali. Če ste pravi, mi želimo, da stanje baterije spremljamo skozi življenjski cikel. Ampak koliko bo po milijon kilometrov? Nad 70%? Nad 70%, to je naše jamstvo, tako je. Na Portugalskem je bilo vetrovno in Martina odgovarja ravno glede tehnologije, ki nam pomaga pri vožnji v vetru. Zato, da avto na ravni cesti ne dela ovinkov. Tokrat smo prejeli vprašanje gledalca, ki se glasi takole. Ali je moj SUV zaradi večje višine bolj navaren za vožnjo v močnejšem vetru ali naj raje kupim nižji avto? Kratek odgovor. Fizikalno da, tehnološko pa ne. Poglejmo. Fizike ne moremo prenesti naokoli. SUV-ji, kot je Hyundai Tucson, imajo večjo bočno površino in višje težišče. Ko nas na vipavski hitri cesti takole udari sunek, burja na avto deluje kot na jadro. Ampak tukaj pridemo do preobrata, ko Hyundaiova pamet premaga to zlobno burjo. Sistem za nadzor stabilnosti pri bočnem vetru v milisekundi zazna, iz kje prihaja sunek vetra in na tej strani aktivira zavori in s tem blagim popravkom poravna vozilo v pravo smer. Obenem pa popravi volan z drobnim zasukom. Avto nas tako zasidra nazaj na vozni pas skoraj nezaznavno. Le majhno lučko boste opazili na ekranu. No, bolj pa boste pri bočnih manevrih zaznali še en Hyundaiov tehnološki bombonček. Bočni kameri vam ob menjavi pasov na zaslonu takoj pokažeta dogajanje v mrtvem kotu. Torej, veste, večji in višji avti so lahko hendikep, ampak inženirji znajo rešiti tudi tako ostre izzive, kot je vipavska burja. Naslednji prispevek pa govori o tipu avtomobila, ki ga imamo Evropejci še vedno zelo radi, pa čeprav nas tisti, ki imajo v Evropi čez številke, redno prepričujejo o nasprotnem. Ampak tisto, kar se v Evropi pravijo, da ne da, se še vedno da v Ameriki, na Japonskem in še predvsem na Kitajskem. In zdaj nam Kitajci vračajo to, kar so nam evropske znamke odvzele. Družine, imamo dobro novico, enoprostorci so nazaj.
Marketingerji nas prepričujejo, da na trgu ni prostora za enoprostorce. Ampak mi skoraj vsak teden dobimo vprašanje katerega izmed gledalcev za nasvet, kater avto oziroma kateri enoprostorec naj kupim za družino. In do zdaj smo imeli dejansko težavo, kaj vam svetovati, saj so enoprostorce zamenjali visoki SUV-ji, ki sicer imajo 7 sedežev, a je zadnja tretja vrsta ne tako uporabna oziroma bolj namenjena otrokom. No, težave smo imeli do zdaj, ker so Kitajci rekli, da je čakanja na enoprostorca zadosti. Ampak to ni enoprostorec, kot smo bili vajeni do sedaj. To je enoprostorec na kitajski način. In Kitajci se radi vozijo vzadaj. Radi se vozijo v udobnem avtu z veliko prostora. In kaj to pomeni? To pomeni, da je to VIP enoprostorec. In koga bom od zadaj posedla? VIP otroke. Kako se vama je zdelo, ko smo se vozili v temle avtu? Meni je tako. Meni je bilo dobro, ker sem se zabavala, ker sem ves čas premikala tja, pa tako, pa tako. In meni se všeč mizica, ja? Miza. Jaz sem ta prvo mislila, ko sem pogledala, sem mislila, da je tako velika. Ko sem pa odprla, sem pa videla, da je tako velika. Komod sedim, kljub temu, da pa še fajn je, ker je še vedno veliko prtljažnika, ker sta tele 2 sedeža podrta, ne? Jaz lahko letim. Po meni je to dobro, tudi če imam kar nazaj sedeš. Ja, jaz, ker nisem velika, v bistvu imam čisto dosti prostora. Tudi če imaš čisto od zadnji sedež, to, kar ga ima zdaj. Meni je všeč tudi to, da spred, ko vidim mamico, noč ne pritiska po tablici, kar na volanu pritiska, kar so zraven taki gumbi. Sploh ne vem, kaj pomenijo, ampak okej. No, vidva VIP otroka. Zdaj pa sedita v Fortingu V9. In kakšni so občutki? Meni je zelo všeč, zaradi tega, ker se vzadnji lahko počutiš, kot da si spredi, da lahko sam vklopiš klimo na svoji strani in da si lahko sam sebi daš masažo. Je to avto ni imel, ne? Tale ima pa še masažo. Kaj pa, kad ti zmatran rataš pa zaspiš, kaj pa pol lahko narediš v tem avtu? Kad zaspiš, je zelo udobno, ker lahko daš noge naprej in pol lahko daš glavo nazaj. Kitajci imajo podoben okus kot jaz. Kam pa bomo šli s tem avtom? No, na kjer izlet? Na Vogu. A na Vogu, okej. Na morje. Lahko vzamemo tiste stvari, recimo... Super. Pa tle imaš naslonjalo za obe roki, a si videla? Ja. A ne, res sta VIP. Čisto, v bistvu kot predsednika mala sta, ne samo kot VIP. Tako kot oni, ki so spredi, pa v spredi je še ona tablica, kar je meni popularno. Mogli bi. No, ampak tudi meni tukaj od spreda ni prav nič hudega. Poglejte, kako armaturo imam, oziroma temu bi lahko rekla pravi komandni pult. In ker gre za priključnega hibrida, ki ima baterijo veliko kar 35 kWh, bi tiste 2 izleta do obale in do gora lahko odpeljali kar na baterijo. Če pa mi bo to uspelo, vam bom lahko pokazala v eni izmed prihodnjih oddaj, kjer vam bom lahko predstavila tudi še eno različico tega avtomobila z razporeditvijo sedežev 2-3-2, ki pa bo nam staršem še bolj všeč. Današnji intervju je popolnoma lokalen in korporativen. Slovenski trgovec Emil Frej je v 10 letih zrasel v družbi prijazno podjetje. Podjetje, kjer mladi radi začnejo svoje kariere. Poglejmo torej, kako z izobraževanjem vrača družbi.
Če pogledava vsa ta desetletja, kar so v tem poslu, vidimo, da teh zadnjih 10 let, in vi zdaj praznujete 10 let z Emil Frey Slovenija, zdaj teh zadnjih 10 let je bilo pa res najbolj, ne bom rekel, turbulentnih, ali bi bil to mogoče celo ta pravi izraz? Lahko rečeva zadnjih 10 ali pa še bolj zadnjih 5, ne, je pa res nekaj, kar mogoče si v najni karieri pred toliko leti niti približno ne bi predstavljal. Ja. Po covidu, teh zadnjih 5 let, je pa glavna tema elektrika in vemo, kaj se z elektriko dogaja. Zagon je bil velik, potem se popušča, pa se gre spet nazaj, pa se gre 2 koraka naprej, pa 3 nazaj. V glavnem, če ne bi bili tako pripravljeni na to, da se znamo hitro obrniti, da smo v bistvu veliki z manjšimi ekipami, pol bi verjetno imeli turbulenco še kje drugje, ne samo na trgu. Ja, leta 2016, takrat smo imeli Peugeot pa Citroën v eni hiši, v lastništvu takratnega Stellantisa PSA-ja. In švicarski trgovec Emil Frey skupina se je odločila za nakup teh 2 struktur, uvozniških struktur. No, potem pa 2019 je bil pa ta večji premik z nakupom Autokomersa, AC Mobila pa Auto Triglava. Je pa v bistvu ta obseg dobil današnjo obliko, ne samo v nekih uvozniških strukturah, ampak tudi v maloprodaji. Se pravi, imamo centre v Mariboru, Celju, Ljubljani in pa tehnične preglede v Kopru. Seveda so potem tukaj 4 lokacije, pa so 4 nepremičnine, pa je prišlo iz takratnih 100 na 500 plus zaposlenih. Zraven seveda poleg teh znamk, ki jih obvladujemo, še šolski center, pa kompetenčni center za baterije, pa klicni center, pa generator. Tudi sami imate izkušnje s kitajskimi znamkami, s kitajsko znamko. Ja, oziroma s kitajskimi, saj ste se pogovarjali tudi z marsikatero kitajsko družbo. Res je. Lahko rečem, da marsikdo je že potrkal na naša vrata, pa tudi mi na njihova. Samo naš lastnik, naša strategija je mogoče malce drugačna. In sicer v konceptu, da vkolikor ne moremo končnemu kupcu zagotoviti vse, kar mu pripada, potem smo bolj ne kot pa za neko novo vpeljavo. In pač konkretno ta naša znamka Leap Motor, smo res poskrbeli za vse. Se pravi, od nadomestnega dela, dodatne opreme, zraven za polnilnice, za transport avtomobilov, za vse dokumente, vse, kar spada zraven, in tega je še pa še izobraževanja, marketing do končnega kupca. Ni to pripeljati pa prodati. Fuso je, se pravi, nova zgodba zdaj za vas, zato ker niste več samo slovenski, ampak ste široka. Ja, gre za 21 držav. V teh državah bomo imeli dilerje, uvoznike, koncesionarje, kakorkoli jih imenujemo. In ta enota v Ljubljani bo skrbela v bistvu za celo to regijo. Če znaš zopet narediti, da navzven imaš eno znamko, zadaj pa sisteme, ki funkcionirajo za vseh 21, pol si zmagal. Je pa to tudi seveda malo povezano z novim centrom, ki ga bomo začeli graditi septembra, Log Dragomir. To bo center za težka tovorna vozila in za avtobuse. In mogoče bomo malo zamujali, ker zdaj poleg 2 štukov gradimo še 3, za Fuso. In tam bo pač ustanovljeno, tam bo delovalo to naše novo ustanovljeno podjetje. Smo družbeno odgovorni delodajalec, imamo tudi certifikat, pa ne gre za to, da imaš certifikat, ampak gre za to, da to politiko, to kulturo izvajaš v podjetju. Seveda se to najbolj naravna pa je najbližje zaposlenim. Od planinske sekcije do športa, do druženja, do Emil Frey Festa, do malenkosti, do pozornosti, do dogodkov. Najlepš pa je, ko vidiš, da se ljudje družijo,
znotraj podjetja, tudi že brez teh pobud podjetja. Slišim, da je pomanjkanje kadrov. Zdaj moram reči, da se je zadeva s kadrom malo umirila. Delamo zelo na teh kariernih sejmih, s šolami sodelujemo na vseh področjih, že vrtec vabimo v naše prostore in to zavedanje, ta filozofija, ne, da se pri nas tudi lahko dijak izobraži, da lahko prakso naredi in tako naprej, je povzročila to, da moram reči, se je stanje zelo nekako umirilo. Če bo le šlo tako naprej, smo kar zadovoljni. Danes smo torej pogledali nakupni proces avtomobila na popolnoma tradicionalen, na konzervativen način pri Emilu Freju, pa tudi na kitajski način, ko kupiš avto takrat, ko greš v trgovino po kavbojke in čokolado. Ampak kako pa bo prodaja avtomobilov izgledala v prihodnosti? Še vedno bo prodajalec videti kot oseba, ampak v resnici vam bo avto prodal humanoidni robot. No, o tem v prihodnji oddaji. Zdaj pa bom jaz ta kontroler odložil in grem do takrat raje ovinkariti z mojim igričarskim Lexusom. Do takrat torej srečno.